ko se otrok opravičuje za čustva, ki jih ni povzročil. Najhujše rane ne pridejo s kričanjem, ampak s preobrati. Ko otrok joka in se opravičuje materi, ki jo je ranil, čeprav je v resnici ona ranila njega, nastane v otroku prepad. Mati postane žrtev, otrok pa tisti, ki jo mora tolažiti, skrbeti in razlagati. Po vsem, kar sem naredila zate, kako si lahko tako nehvaležna. In tako se otrok nauči, da je njegova bolečina napaka. Da žalost pomeni, da je z njo nekaj narobe, da mora najprej pomiriti druge, da lahko sliši sebe. V odraslosti nosi to naprej. Opravičuje se, ker čuti. Dokazuje svojo vrednost z delom, s trudom, s tišino. Ljubezen ji pomeni dolžnost, bližina ji pomeni napor. In mati? Mati nikoli ne prizna. Nikoli ne reče, bila sem kruta, opravičujem se ti. Ne, ona govori o sebi, vedno samo o sebi. In hči ostaja sama z vprašanjem, zakaj boli, če naj bi bila ljubljena. Resnica je, ker nikoli ni bila zares videna in ker nikoli ni bilo priznano, kaj ji je bilo odvzeto.